En lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj, sem Mojca in danes smo seveda pri številki 7, na kaj paziti pri nakupu nepremičnine. Seveda torej, ko se kot kupec odločate za nakup vašega novega doma. Številka 7 je inšpekcijski nadzor nepremičnine. Inšpekcijski nadzor nepremičnine je ena taka zadeva, za katero bom rekla, da je v tujini stalna praksa in jo seveda si vsak kupec vkalkulira, seveda v znesek nakupa nepremičnine. Torej, tako kot si recimo za cenilca vkalkulirajo in za banko stroške hipotekarnega kredita in vse te zadeve, si seveda tudi vkalkulirajo strošek inšpekcijskega nadzora. Predstavljajte si, da ste kupili nepremičnino, v katero bo v naslednjih letih potrebno vložiti par 10.000 evrov. Ja, tudi to se lahko zgodi. Recimo, da je strešna kritina zamenjana, nosilna konstrukcija strehe pa je recimo tudi nujno potrebna popravila, pa vam seveda lastniki tega niso povedali. Tako da res je, da smo Slovenci seveda takšni, da seveda sami vse obvladamo in vse znamo, ampak vam res polagam roko na srce, da ne početi tega. Vzamite strokovnjaka iz tega področja, torej ga najamite, ki vam bo seveda točno povedal, v kakšnem stanju se nepremičnina nahaja in seveda kakšni so neki investicijski stroški v prihodnjih letih. Lahko se mogoče skriva tudi kakšna vlaga, ki je ne bo možno odstraniti z nepremičnine. Teda res vam polagam roko na srce še enkrat. Pazite na to zadevo, dajte teh par 100 evrov in seveda najamite strokovnjaka, da vam bo seveda nepremičnino temeljito pregledal. Torej, inšpekcijski nadzor ne pozabite.